Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokrat malce drugačna epizoda, ne bomo govorili o investiranju, ampak bomo govorili o nepremičninskem posredovanju, kdo plača provizijo oziroma kdo plača to nepremičninsko posredovanje, komu ni potrebno plačati, kakšna so pravzaprav pravila igre, skratka, kaj se dogaja, kaj pravi zakonodaja in seveda kakšna je potem tudi praksa. Zakaj sem se odločila narediti to epizodo? Zaradi tega, ker sem tudi sama pred časom se odločila, da prodam stanovanje. Oddala sem oglas, ker sem jasno napisala, da ne želim prodajati stanovanja s pomočjo nepremičninskega posrednika. Takoj, ko je bil oglas objavljen, sem dobila res poplavo klicev nepremičninskih posrednikov, ki so v bistvu nekako pičali oziroma začeli predstavljati se, kot da imajo potencialnega kupca za to stanovanje. Seveda sem potem bila zelo zadovoljna, ja, odlično, pripeljte tega kupca, pa bo lahko pogledal to stanovanje, pa so mi takoj povedali, da pač to ne funkcionira na tak način, da je treba prej podpisati pogodbo o posredovanju. Seveda sem potem protestirala, zakaj se že imate naročnika, naročnik je vaš kupec, potencialni kupec, zakaj moram zdaj še jaz podpisovati to pogodbo. Skratka, potem so mi pojasnili, da to ni praksa in da vsak plača po 2% provizijo, tako kupec kot prodajalec, skupaj torej 4%. Tako da to je bila taka ena zelo zanimiva izkušnja. V glavnem, jaz sem se odločila, da pač napišem o tej izkušnji tudi objavo na LinkedInu, ker je bilo ogromno odzivov. Poleg tega si je to objavo, mislim, da ogledalo skoraj da 50,000 view je imela samo ta objava, tako da se mi je zdela mogoče, da bi bila lahko zanimiva tudi epizoda na to temo, kajti kot rečeno, stanovanje kupimo ali pa prodamo enkrat ali pa mogoče dvakrat v življenju. Zato je dobro, da vemo, kakšna so pravila igre, kaj nam lahko zaračunajo, česa nam ne rabijo zaračunati, kaj pravzaprav je funkcija nepremičninskega posrednika, kaj je funkcija odvetnika, notarja in tako dalje. Skratka, to se mi zdi, da je kar pomembna zadeva, ker se mi zdi včasih, da niso povsem jasna pravila igre. Pred mikrofon sem povabila odvetnika Primoža Feguša, pridružil se tudi Branko Potočnik, ki je predsednik Zbornice za poslovanje z nepremičninami in predsednik Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS, pridružil se tudi Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS. Debata je na momente kar malce razgreta, tako da mislim, da bo zelo zanimivo poslušanje. Vabim, da poslušate in seveda na koncu vas tudi zelo lepo vabim, da seveda sporočite svoje mnenje, komentar, odziv, svojo izkušnjo, kakorkoli, na bodisi Discord, MoneyHow ali pa na katerem koli družbenem omrežju. Prijetno poslušanje. Okay, ker gremo na prvo vprašanje, sicer na trgu nepremičnin se soočamo s precej šibko ponudbo in lahko rečemo konec koncev, da v teh trenutnih okoliščinah je prodajalec kralj. Za stanovanje se potegujejo v bistvu številni kupci, tako da dejansko poteka prava borba za vsako stranko, verjetno tudi med nepremičninskimi posredniki. Pa bi vas najprej vprašala, kako vi gledate trenutno na trg nepremičnin vsak iz svojega vidika. Pa bi mogoče kar z Brankom Potočnikom začela. Branko, kar povejte. Pozdravljeni. Ja, seveda na trgu nepremičnin je zdaj še vedno prevladuje to, kar ste že prej sami omenili. Prodajalec je še vedno kralj, povpraševanje je še vedno višje od ponudbe in ker je seveda povpraševanje višje od ponudbe, se dogaja to, kar poznamo, torej cene ne padajo, vsak posrednik, nepremičninska družba in tako dalje se bori, da pridobi prodajalca, tako da to stanje je trenutno še vedno v tej smeri, da pač ponudba je absolutno premala napram povpraševanju. Boštjan Udovič, kako pa vi gledate na trg nepremičnin? Popolnoma enako, kot je Branko rekel, s tem, da bi dodal ne samo to, da cene naraščajo zaradi tega velikega razkoraka med povpraševanjem in ponudbo, ampak tudi proda oziroma odda se lahko skoraj karkoli. Pogosto poleg teh stalnih pripomb, da so cene previsoke, kar seveda ni zdaj stvar
kupca, ne, da si bo izmišljeval, kakšne so cene ali pa najemnika. Poleg teh pripomb slišimo tudi pripombe, kakšne luknje, kakšne garaže se oddajajo namesto za stanovanja. Vse to je posledica tega velikega razkoraka, zato ker pač vedno se najde nekdo, ki je pripravljen malo znižati standard tega, kar želi, ali pa plačati več za tisto, kar dobiva. In v bistvu kupci nimajo, ali pa najemniki nimajo težave s prodajalcem oziroma z najemodajalcem, ampak imajo težavo z drugimi potencialnimi kupci in najemniki, ki jim zvišujejo cene. Ne. To je to. Sej na najemni trg se bomo še vrnili potem, mogoče vseeno zdaj še en tak splošen pregled z vidika odvetnika, Primož Feguš. Moj pogled je nekako v tem smislu, da stvari tečejo pač bolj ali manj običajno. Kot odvetnik spremljam dogajanje izključno, kar se tiče priprave nekih pogodb, in tu ne opažam nobenega upada ali niti ne nekega dviga pretiranega. No. Nekako je v zadnjem obdobju, nekje od srede korone, bolj ali manj enaka količina pogodb, ki se sklepajo, recimo. A pri vas pridejo, se pravi, prodajalci, kupci, kdo prevladuje oziroma kdo prinese tisto pogodbo v pregled k vam? Ni nekega pravila. Jaz bi rekel, da je enako število kupcev in prodajalcev. V zadnjem času pa tudi veliko sodelujemo z posredniki, namreč verjetno bomo to potem še v nadaljevanju obdelali. Vedno več posrednikov se zaplete v potem nek spor ali s prodajalci ali s kupci, in zdaj očitno je, da si želijo že a priori sodelovati z odvetnikom, da se mogoče kakšni zapleti že vnaprej eliminirajo. Se pravi, na podlagi nekih preteklih izkušenj so bili neki konflikti in želijo v bistvu preventivno nekako preprečiti to, zato se obračajo na vas, če prav razumem. Očitno, ja. Očitno imajo posredniki relativno veliko težav. Seveda, verjetno se največkrat zaplete pri provizijah. Opažam pa tudi, da se zaplete pri mogoče bom v nadaljevanju to malo bolj razložil, no, kar se tiče predpogodb. Zelo veliko predpogodb se sklepa. Na kar se ne izpolnijo pogoji, v glavnem, ki so bili zapisani v predpogodbi, pa seveda pride do kregarije, kdo je kriv zdaj za to. No? In seveda eni valijo krivdo na drugo stran, posrednik pa vmes kot tisti, ki je posel nekako združil, je seveda pač v nekem smislu tudi odgovoren, če zdaj rečemo v narekovajih. Pustimo zdaj odškodninsko odgovornost ali tega stvari, ampak seveda prišlo je do zapleta. Kaj pomeni predpogodba? A to je pogodba o nepremičninskem posredovanju, se smatra kot predpogodba ali je še kakšna druga varianta? Predpogodbo ponavadi sklenejo stranke, kadar še niso izpolnjeni vsi pogoji za prodajo oziroma nakup. Stranke se s predpogodbo zavežejo, da bosta izpeljali posel do konca, ampak ker manjkajo, ne vem, še mogoče ni energetske izkaznice izdelane, mogoče niso še pridobljena gradbena ali pa uporabna dovoljenja, mogoče včasih je problem v kakšni dovozni poti, da služnost ni vpisana, in takrat agent predlaga, da stranki skleneta predpogodbo. Posel je recimo, da že zaključen. Se pravi, dogovorjeno je, da bosta ti dve stranki potem pripeljali posel do konca, ne? Je pa res, da ne morejo pa izpeljati še tistih ključnih elementov, to se pravi plačilo kupnine in pa prenos lastninske pravice v zemljiški knjigi. Branko, mogoče komentar z vaše strani, glede na to, da smo zdaj slišali, da se dogajajo tudi neki konflikti med posredniki in pa naročniki v bistvu tega posredovanja. Ja, jaz bi rekel, da je to vse odvisno od nepremičninske družbe, na kak način je organizirana, ali ima torej tudi nekako svojo pravno službo, oziroma ali je vezana pač na kakšnega odvetnika, pravno svetovanje ali karkoli. Res je, veliko težav imajo predvsem družbe, kjer so mogoče dva posrednika, kjer ravno nimajo oblikovanih vseh teh pravnih služb ali pa pravnih pomoči. Tam se velikokrat tudi zaplete in pride do kakšnih težav, ki jih je potem seveda treba na takšen ali drugačen način rešiti. Moje mnenje je, da je preden se nek posel izpelje, da je potrebno, da se seveda vse stvari preverijo, vsi elementi oziroma vsa nerešena vprašanja, da se dogovorijo vnaprej, šele potem se sklepa nek pravni posel.
Res pa je, iz prakse vidim, da marsikateri posredniki pa poskušajo samo zato, da bodo pač posel tudi na koncu izpeljali, sklepati že kar predpogodbe, se bomo rešili te težave v tem času, ko je določen v predpogodbi, potem pa ne pride do teh rešitev in pride do slabe volje in pa do težav, oziroma ki jih potem tudi seveda rešujejo odvetniki na eni ali na drugi strani, ali pa mogoče eden, ki pač prevzame celotno zadevo. Jaz menim in moje mnenje je absolutno takšno, da dve stranki bosta zadovoljni, če bosta posel izpeljali torej korektno in na strani prodajalca in na strani kupca, vmes pa mora biti posrednik tisti, ki jih seveda v tem postopku vodi, ne pa sili v kakšna dejanja in pa predpogodbe in tako dalje in tako dalje. Vemo, da ponavadi predpogodbe delamo samo, vsaj pri nas, pa še to zelo redko, samo pri kmetijskih zemljiščih, kjer res ni odvisno od prodajalca, kdo se bo prijavil na razpis oziroma na objavo na oglasni deski, kjer je riziko, ta riziko je treba povedati in ga razložiti torej tudi kupcu, da v primeru, če se javi seveda predkupni upravičenec, ima on prednost in seveda potem žal bo moral nekako, oziroma ne bo mogel nažalost kupiti potem te nepremičnine. Ampak to je čisto odvisno od posla do posla, od primera do primera. In še enkrat povem, pač moje mnenje je takšno, da v nepremičninski družbi morajo torej posredniki in stranke prej razčistiti vse variante, šele pol sklepati nek posel. Jaz se s tem absolutno strinjam. Zdaj ste omenil več posrednikov in postaja pač večja možnost, da pride do nekih konfliktov. Moja izkušnja iz terena je ponavadi bila takšna, da je vedno en posrednik poskrbel za kupca in za prodajalca. Mogoče Boštjan Udovič, če lahko vi poveste svoje mnenje, kako lahko posrednik v bistvu nekako transparentno zastopa ali pa posreduje tako za kupca kot prodajalca hkrati, a ne, se vemo, kupac želi čim nižjo ceno, prodajalec čim višjo, na koncu je pa provizija odvisna od kupnine. Ne? Mogoče bi se vrnil, sam še pokomentiram tiste predpogodbe. Verjamem, da velikokrat pride do zapletov, ampak če se predpogodba že sklepa v verjetno izjemnih primerih, tako kot je Branko omenil, je prav, da so vse te zadeve urejene v pogodbi. Se pravi, kdo je za kaj odgovoren, v kakšnem primeru je ena od strank odgovorna, če do realizacije ne pride, zato da je potem konfliktov čim manj. Jaz sem prepričan, da so konflikti posledica slabo sestavljenih pogodb oziroma predpogodb. Zdaj pa k tem vašem drugem vprašanju. Ja, pa mogoče še to pokomentiram, ker je Branko rekel, seveda, da je odvisno od nepremičninske družbe, kako dobro ekipirana je. Res je, še vedno, kljub temu, da je v letu 2004 z zakonom o nepremičninskem posredovanju bil zelo dvignjen standard strokovnosti nepremičninskih družb, imamo na trgu seveda še vedno take in drugačne. Zato smo mi že pred leti začeli podeljevati tudi certifikat zaupanja vredna nepremičninska družba, s katerim želimo na dolgi rok nekje standarde višati. Ampak je pa prostovoljen, ni obvezan in je pač odvisen od tega, ali ga nekdo želi pridobiti ali ne. Zdaj pa k temu vašemu glavnemu vprašanju, kako lahko nekdo zastopa interese obeh strani. Verjetno je to težko, vedno je nek konflikt interesov, ampak takšna je zahteva zakonodajalca. To izhaja neposredno iz zakona o nepremičninskem posredovanju, pa ne samo pri nas. Sistem posredovanja je zelo prisoten v celotnem kontinentalnem pravnem sistemu, v vseh državah Evropske unije praktično. Ta anglosaksonski sistem je bolj naklonjen zastopnikom, se pravi, da ima vsaka stranka svojega zastopnika, in jaz večkrat pravim, da teh težav, s katerimi se srečujemo na trgu, ne bi imeli, če bi šli tudi mi po tej poti in bi rekli, lejte, posredniku ni treba skrbeti za interese ene in druge strani, ni treba niti, da mu rečemo posrednik, da mu reči pooblaščenec, zastopnik, kakorkoli, in zastopa pač interese stranke, ki ga najame in ki ga plača. In potem recimo temu nepremičninskemu posredniku po našem sistemu ne bi bilo treba skrbeti za interese nasprotne stranke. On bi, recimo, če ga najame prodajalec, bi bil njegov interes ta, da doseže čim višjo ceno, da čim hitreje proda, da mogoče tudi ne bom niti rekel, da skriva kakšne napake nepremičnine, ampak gotovo ne bi bil tako skrben v razkrivanju. Zakonodajalec pri nas je šel po poti drugih evropskih kontinentalnih sistemov in je uredil sistem posredovanja na tak način,
da je nepremičninskega posrednika zavezal, da mora delati tudi v interesu nasprotne stranke. Zdaj, če beremo zakon o nepremičninskem posredovanju, lahko vidimo brez večjih težav, da je zakon pisan predvsem v korist kupca oziroma da je namenjen temu, da se kupca oziroma najemnika zavaruje, ker prodajalca oziroma najemodajalca kaj dosti ni treba zavarovati. On pozna nepremičnino, pozna njene napake, pozna njeno pravno stanje, vsaj moral bi ga. Večina teh obveznosti, ki izhajajo iz zakona, je namenjena varovanju interesov kupca. In od tod izvirajo potem te naše velike težave, ker običajno pa posrednika najame prodajalec oziroma najemodajalec. Primož, mogoče, če tukaj lahko skočite, mislim, da imate nekaj zanimivega za povedati. Glede predpogodb, če se še tja vrnem malo nazaj, strinjam se z obema sogovornikoma, da je problem manjših agencij, ki si neizmerno želijo, da se posel sklene, ker to pač pomeni, da je dogovorjena provizija in na vsak način silijo v sklenitev neke predpogodbe. Zlasti takrat, kadar je jasno, da pogoji še niso izpolnjeni. Potem pa grejo izpolnjevati te pogoje in včasih niti ni stvar stranke. Recimo, zdaj v zadnjem času so zelo zakomplicirale banke dajanje kreditov, kadar niso urejene služnosti, se pravi dostopne poti do nepremičnin. In včasih ni odvisno to od tebe, v glavnem, da bi si uredil, ampak je na dovozni poti 3-4 recimo neki solastniki ali pa v glavnem neki drugi lastniki, ki iz takšnega ali drugačnega razloga ne dajo. In seveda v tem primeru predpogodba ne more biti izpolnjena, posel ne more biti sklenjen, pa prihaja do kregarije, kdo je dolžen zdaj komu vrniti aro oziroma jo lahko zadrži in tak naprej. Tukaj, mislim, je zagotovo en tak nasvet ljudem, ki bodo tole mogoče poslušali, oziroma tudi jaz, kadar sem vpleten v konkreten posel, ne sklepati predpogodb. Tudi v glavnem, če so kakšne stvari mogoče še nedorečene ali kaj takega, počakamo, vzamemo si čas, uredimo te stvari najprej in v glavnem šele takrat pejte potem skleniti pogodbo, ko bo res vse jasno. Ker sicer dejansko, mislim, tisto, kar imamo mi, komplikacij, ki nekatere končajo tudi na sodiščih, je vedno takrat, kadar se nekaj hitel. Boštjan, mogoče bi malo te predpogodbe na hitro zaključili, ker ne vem, koliko ljudi dejansko sklepajo te predpogodbe, glede na to, da je bilo rečeno, da v primeru kmetijskih zemljišč. Jaz sem se želel sam pridružiti temu, kar je odvetnik rekel, vsekakor, ampak poziv ne velja samo strankam, poziv velja, tako kot je prej Branko rekel, tudi nepremičninskim družbam, ne za vsako ceno hiteti sklepati pogodbe, ampak zavarujte tudi svoj pravni položaj s tem, da je situacija čim bolj razčiščena, da je čim manj odprtih vprašanj, ker to, da potem do konflikta pride, sam še povečuje nezadovoljstvo, povečuje stroške in nasploh ni dobro za nikogar. A lahko mogoče sam Primož še skočimo na tisto zadevo, ko je rekel Boštjan Udovič, da je zakonodajalec v bistvu tisti, ki je zakuhal, po domače povedano, da v bistvu posrednik posreduje tako za kupca kot pa za prodajalca. Pa jaz v praksi ne zapažam nekih problemov na tem področju, namreč posrednik mora narediti licenco, seznanjen je, da mora zastopati obe stranki, da je v glavnem njegova naloga, v glavnem, da jih spravi v stik in da v glavnem ona dva potem skleneta posel. Jaz se ne spomnim, da bi bila naloga, da se mora on pogajati ali z eno ali z drugo stran, v glavnem, kar se cene tiče, ali pa pogojev, ali pa kaj takega. Mogoče tudi, da kdo izbere še te naloge si, ampak načeloma mu zakon tega ne nalaga. Tako da glede tega, jaz mislim, da ne bi smel biti problem, se pravi, so neki pogoji za posrednika, ki jih mora izpolniti, ima določeno znanje in ima verjetno tudi pač pol neko prakso s časoma, in to mu daje pač zadosten nabor, v glavnem, da mora posel speljati od točke A do točke Ž, recimo, da je v glavnem na koncu, da sta obe strani zadovoljni. Ja, komu se pa potem zaračuna provizija obema, kupcu in prodajalcu? Ja, ne, to je pa določeno je tak, da stranka, ki je prva angažirala posrednika, tista mu je dolžna plačati potem največ 4% provizije, 4% odkupnine. Branko me nekaj popravlja? Ja, mogoče velja malo drugače povedati. Zakon zahteva, zdaj od leta 2019 je to jasno zapisano, da je upravičen
da je nepremičninska družba upravičena zahtevati plačilo samo od tistega, ki je sklenil z njo pogodbo o posredovanju, se pravi od naročitelja. Pa še to bi bilo treba dopolniti, da zdaj od odločitve Ustavnega sodišča omejitev 4% velja samo še v zelo, zelo redkih primerih. To je takrat, ko je naročitelj najemnik ali pa kupec, ki kupuje zase stanovanje ali bivalno enoto ali stanovanjsko hišo, sicer pa te omejitve vsaj v zakonu ni več. Pa se tudi nobena druga evropska država je ne pozna. To je zelo lepo ste povedali, vsaj v zakonu, ampak v praksi se še zmeraj prakticira 2+2. In še vedno se prakticira to, da čeprav ima stranko, že s katero je podpisal pogodbo, to sem jaz konkretno imela primer, podpisal pogodbo za kupcem, ampak hkrati je pa zahteval od mene, preden pride stranka sploh do mene, da podpišem pogodbo, kar je totalno nepoštena praksa, če mene vprašate. Kar se tega tiče, še enkrat, 100% drži, da nepremičninska družba na podlagi zakona ne sme zaračunati plačila za posredovanje stranki, s katero nima sklenjene pogodbe o posredovanju. Če se to zgodi, da bi dobila račun stranka, ki te pogodbe ni podpisala, je to absolutna kršitev zakona, se pokliče tržni inšpektorat in bo nepremičninska družba oglobljena. Druga varianta, če nepremičninska družba... Ja, se bom dokončal. Če nepremičninska družba sili stranko v podpis pogodbe, je pa to gotovo slaba praksa, ampak nihče nikogar ne more prisiliti v podpis pogodbe, dajmo si biti na jasnem. Gotovo ni to primerno, gotovo ni priporočljivo, je obsojanja vredno. Težko pa rečem, da je kaznivo dejanje, čeprav je, ali da je kaj narobe s tem, čeprav so sodišča v preteklosti take pogodbe pred letom 2019, ki so bile sklenjene pod neko obliko prisile, razglasile za nične. Tako da tudi v takšnih primerih ima stranka pravno varstvo, ampak če pa je pogodba sklenjena, pa nepremičninska družba, če izstavi račun, ne krši zakona v smislu, da je izstavila račun stranki, s katero ni imela sklenjene pogodbe. Do te pogodbe se pride na način, da se izsili to pogodbo. Se pravi, reče, imam stranko, vendar sem jo pripravljen pripeljati samo pod pogojem, da se podpiše ta pogodba. In seveda ti rečeš, jaz se s tem ne strinjam in ti reče, prav, potem ti pa stranke ne bomo pripeljali. To se je meni zgodilo in ne samo enkrat. Prej sta me sogovornika mogoče prehitela oziroma sta podala strokovno razlago. Jaz sem mogoče laično začel pa pojasnjeval, kako je to v praksi. Se pravi, nekdo, ki želi prodati, stopi v kontakt s posrednikom ali pa obratno. In se pravi, tista stranka, ki prva podpiše pogodbo s posrednikom, tista je dolžna posredniku plačati. Ampak v praksi se ravno to zgodi. Ko najde posrednik kupca, tudi kupcu potisne v podpis enako pogodbo. Seveda ga noben ne sili, ni, da bi komu kdo kdaj roko zvil na terenu, ampak enostavno reče, predstavim ti stanovanje, predstavim ti podatke o stanovanju, pod pogojem oziroma takrat, ko mi boš podpisal to pogodbo. Ta pogodba, ta druga, če rečem zdaj v vrsti, ta je pa zagotovo nična. To pa imamo mi tudi več sodne prakse že na to temo, več postopkov smo pripeljali do konca, kjer je sodišče reklo, da se nikakor ne more zaračunavati dvakratno za isto storitev. In dejansko je to, posrednik je dal enako storitev uporabo za prodajalca in za kupca. To se mi zdi kar pomembno, zdaj pa povejte še vidva. Ja, jaz lahko vam pošljem zdaj sodbo Višjega sodišča, ki je zapisalo izrecno obrazložitev, da dvojno posredovanje ni prepovedano. Se pravi, samo dejstvo, da ima nepremičninska družba sklenjena pogodbo o posredovanju tako s prodajalcem kot kupcem, ni prepovedano. Lahko tudi čist po naravni poti pride do tega. Res pa je, da je to zelo nepriporočljiva praksa. Mi smo jo želeli že leta nazaj izkoreniniti. V bistvu pred spremembo zakona o nepremičninskem posredovanju v letu 2019 smo mi to tudi razglašali, da je slaba poslovna praksa, da sploh siljenje v podpis pogodbe, to, kar ste rekel, odvetnik, da se nekomu reče, moraš podpisati pogodbo, če ne ti stanovanja ne bomo pokazali, to je bilo že pred leti tudi strani sodišč razglašeno kot take pogodbe za nične, ker je šlo za prisilitev na nek način, ampak potem pa je ministrstvo odprlo na nek način Pandorino skrinjico in je spet povečalo prakso, ki se zdaj dogaja na trgu. Takrat, ko je bil zakon o nepremičninskem posredovanju spremenjen, so nekatere nepremičninske družbe ministrstvo takratno za okolje in prostor spraševali, kako naj pa mi dosežemo, da bo tudi kupec, ki je na nek način koristnik teh naših storitev, plačal en del plačila za posredovanje in so takrat zelo
bom rekel, netaktno na ministrstvu, mislim, da v več odgovorih dali pojasnilo, ja, da lahko zaračunajo kupcu samo, če tudi z njim sklenejo pogodbo o posredovanju. In nekatere nepremičninske družbe so potem šle po tej poti, da so tudi kupcem, pa zdaj ne vem, jaz težko sodim, zdaj ali nekdo nekoga sili ali mu poriva v podpis, lahko teoretično en kupec tudi reče, lejte, jaz bom podpisal z vami pogodbo, ker želim, da mi tudi, če ne bomo prišli do dogovora za to stanovanje, da mi iščete naprej stanovanja, druga, ki bojo primerna. Tako da jaz v posamezne primere ne bi šel, ampak takrat so nekatere nepremičninske družbe začele spet to prakso vzpostavljati, mi pa še vedno to zelo odsvetujemo, no? Ker če nič drugega na trgu povzroča včasih veliko nezadovoljstva, mogoče nejasnosti tudi, ne? Še bolj pa je treba reči, da to, kar ste prej rekli, ne? Da nepremičninska družba reče, posrednik reče, jaz vam bom stanovanje pokazal, samo če tudi vi sklenete pogodbo z mano, je lahko tudi kršitev tiste osnovne pogodbe o posredovanju, ker če on v bistvu svojemu naročniku skriva potencialne kupce, samo zato, ker ne želijo z njim pogodbe o posredovanju skleniti, je to skoraj gotovo kršitev osnovne pogodbe o posredovanju in tudi zakona o nepremičninskem posredovanju. Razen v primeru, ne, zdaj to pa moram dodati, čeprav se mi zdi zelo malo verjetno, da bi prodajalec rekel, jaz ti dovolim, da pokažeš stanovanje samo tistim, ki imajo tudi s tabo sklenjeno pogodbo o posredovanju. Teoretično bi do tega lahko prišlo, če bi bilo to izrecno navodilo prodajalca. Lejte, jaz vem, da takih primerov verjetno ni, ampak teoretično pa so možni in jaz pač vedno povem. Ne. Še enkrat pa poudarjam, da mi smo to prakso prepoznali kot negativno že pred leti in jo že skoraj izkorenili do leta 2019 in je potem Ministrstvo za okolje in prostor svojo nerodno razlago zakona in z nasveti spet spodbudilo. Branko. Če se lahko tukaj samo jaz vključim, vse to, kar je Boštjan povedal, je že povedal ogromno. Ne? Problem je to, ker leta 2019, ko se je spreminjal zakon o nepremičninskem posredovanju, je bilo takrat prepovedano delitev plačila za posredovanje med kupcem in prodajalcem. Zaradi tega, ker je bilo to prepovedano, so se zdaj na trgu izoblikovali različne oblike, kako spet dobiti nazaj te 4%. In seveda to, kar je govoril zdaj Boštjan, včasih smo se na vse pretege trudili, da posredniki ne bi dali kupcem v podpis posredniških pogodb, samo zato, da jim pokažejo to nepremičnino, ki jo že oglašujejo. Nam se to zdi zelo nefer in mislim, da ni prav, da se to tudi zdaj uradno dogaja. S to spremembo 2019, kjer je pač Slovenija uvedla, da se delitev plačila za posredovanje ne sme razdeliti med kupca in prodajalca, pred tem je seveda bilo, da se lahko razdeli. Nemčija je ravno v tistem času uvajala, da se mora razdeliti med kupca in prodajalca, ker delaš kot posrednik za enega in za drugega. So te prakse zdaj zelo različne na trgu. Od tega, da pač je pogoj pri prodaji, da plača delne stroške, ne vem, prodajnega postopka, ne govorimo o posredovanju, ker posredovanja ne sme kupec plačati, da povrne torej del stroškov prodaje kupcu, prodajalcu, kupec prodajalcu, da recimo kupec prevzame plačilo davka in tako dalje in tako dalje. Skratka, iz tistega zelo transparentnega načina poslovanja, ki smo ga imeli, torej vedlo se je, da če jaz imam kot agencija podpisano s prodajalcem, da mi bo plačal, če mu najdem kupca. Če imate vi podpisano s vašim posrednikom, ki vam išče nepremičnino, da mu boste plačali, če vam bo našel neko ustrezno nepremičnino in če se mi najdemo skupaj na trgu, zakaj se ne moremo torej vsak brez težav porazdeliti to plačilo, ki ga imamo dogovorjenega. Na trgu je zdaj res pravi miš-maš, kak se spomni, kateri posrednik tako pač dela, samo da bi pač poskušal dobiti najvišje plačilo za posredovanje. Se pravi, če sem vas prav razumela, od 2019 ni dovoljena ta delitev na kupce in prodajalca provizije. Ne, razen če ima posrednik sklenjeno pogodbo, torej pogodbo o posredovanju, v tem primeru za iskanje nepremičnine, s kupcem, potem pa ja. S kupcem in potem hkrati s prodajalcem?
je verjetno imel s prodajalcem že prej sklenjeno. Razen, če je za vas iskal na trgu tudi pri drugih nepremičninskih družbah, oziroma nasplošno na trgu. V zakonu o nepremičninskem posredovanju izrecno piše samo to, da nepremičninska družba ne sme zaračunati plačila za posredovanje tistemu, s katerim nima sklenjene pogodbe o posredovanju. Nič ne govorijo. In če dodam še tisto, zdaj Branko je povedal, da se v praksi pojavljajo različni načini, kako prodajalec nekaj denarja dobi povrnjenega od kupca. To pa izvira iz tistega, kar sem prej rekel, iz narave posredovalnega posla, ker tudi prodajalec, ki najame nepremičninskega posrednika, pa prebere v bistvu zakon o nepremičninskem posredovanju, pa vidi, katere obveznosti mora izvesti nepremičninska družba, reče, ja pa hudiča, se večina teh storitev, ki jih vi delate, jih delate za kupca, ne zame. Zakaj bi jaz v celoti vaše plačilo za posredovanje plačal? To je tisti, pa ne govorim jaz, da je to zdaj slaba stran. Pač v kontinentalnem sistemu imamo, tako kot je Branko rekel, v Nemčiji imajo zdaj praktično obveznost, da se razdeli, tudi v nekaterih drugih sistemih, v Italiji praktično že odvedno velja, da se plačilo za posredovanje oziroma provizija razdeli, zato ker izhajajo vsi iz tega, da se pretežni del storitev ali pa en del storitev opravi tudi za nasprotno stranko. No, ampak vsi problemi v bistvu izhajajo ravno iz prakse, tako je prej gospod Boštjan obrazložil, ta nemoralna praksa, če tako rečem, ko se v bistvu kar stiši nekako strankam v podpis pogodbe. Jaz mislim, da vseeno, če bi agent transparentno pristopil, seveda najprej, da se dogovori s prodajalcem, magari za 4% ali pa kakorkoli, tudi če pač ni omejitev, čeprav jaz mislim, da je vseeno so te omejitve za največji del poslov, ki se še vedno izvajajo. In potem v nadaljevanju, ko bi se pripravljala pogodba, ko bi se dogovarjali še o dodatnih elementih prodaje, ne samo o kupnini, ampak tudi o delitvi stroškov in vsega tega, se takrat recimo te stvari uredijo. Takrat bi agent pristopil do kupca in rekel, jaz ti ne morem zaračunati posredovanja, če v glavnem nimamo te pogodbe podpisane, bi se takrat uredila ustrezna pogodba, v prodajno pogodbo bi se pa vse te stvari zapisale. Se pravi, kdo nosi kater davek, kdo nosi katere odvetniške stroške, notarske stroške in pa seveda tudi posredniško provizijo. Ampak v praksi je to skoraj nemogoče, kar ste rekli. Zakaj? Zato, ker takrat, ko se že podpisuje pogodba, že morajo biti znani vsa dejstva pred tem. Meni se zdi zelo fair, da kolikor kupec karkoli plača, pa seveda, jaz bom rekel, je prav, da plača, ker tudi posrednik dela dosti za kupca, je prav, da se to napiše tudi v oglasu, da je kupec seznanjen s stroški, ki jih bo imel. Ali je to še kakšna storitev, torej posredovanja oziroma stroški prodaje, ali je to, da mora plačati davek, ali je to, da mora imeti, notarske stroške, karkoli. Prav je, da je o tem kupec seznanjen, preden se odloči in reče, ja, kupim. Ker potem ravno pridejo ti spori, o katerih ste prej govorili, ko niso dorečene vse zadeve, pa pride, ja, zdaj pa treba še to, pa še to, pa še to, in potem pa nastanejo težave. Ja, kdo bo pa zdaj to plačal? Zato je prav, da so vsi ti elementi vnaprej dogovorjeni. Ali sem nekaj vprašal? Ravno to, v praksi, to, kar delamo z posredniškimi agencijami, mi ravno na ta način delujemo. Se pravi, da se vse naprej predstavi in da je v glavnem pri podpisu pogodbe, da je jasno za obe strani, v glavnem, koga bo kaj doletel, kateri stroški, recimo. Podpis pogodbe mora biti samo podpis tega, kar smo se prej dogovorili. Hočem reči, v času priprave pogodbe, recimo. Tako. A lahko sam nekaj zdaj vskočam? Zdaj, na začetku smo govorili, da na trgu manjko stanovanj, in se pravi, prodajalec je tisti, ki je kralj in v bistvu je zdaj trenutno je tisti, ki odloča, a sploh želi imeti posrednika, ne želi imeti posrednika. Recimo, jaz se nisem odločila za posrednika, a na drugi strani sem imela kar nekaj potencialnih kupcev, ki so mi izrecno rekli, da ne želijo delati preko posrednika. Se pravi, to je tudi ena taka, odvisno seveda, v katerem ciklu trga smo, verjetno, takrat, če imamo veliko ponudbe, je drugačna situacija, kot danes, ko nimamo veliko ponudbe. Kako pa recimo gledate na to? Zakaj v bistvu sploh jaz kot prodajalec najeti danes v trenutnem okolju posrednika, če vemo, da bo potem notar in odvetnik od kupca pogledal pogodbo? Če se jaz kaj lahko vključim, če se vključi posrednik, se veliko krat zgodi, da tečejo stvari tako, kot morajo.
da so plačene vse davščine tako, kot morajo biti. Niso tukaj potem neke dvojne pogodbe, ene za nepremičnino, drugo za opremo, tretja za ne vem kaj, samo zato, da se zniža davek pri plačilu. Poleg tega, jaz vam osebno čisto drugačne izkušnje. Pri nas marsikatera stranka pride, tudi pelje pogodba, torej preko nas, preko naše nepremičninske družbe, ker vejo, da bomo preverili od dejanskega pravnega stanja, izpeljali kompletne vse postopke, na koncu primo predaje, spremembo pridobivitelji in tako dalje. Počutijo se bistveno bolj varne. Ampak to naredi tudi notar, ne? Ja, notar vam ne bo preveril dejanskega stanja. Ne gleda ničesar, pregleda samo zemljiško knjigo, vam pove, kaj piše noter in to je to, zapiše pogodbo in to je to. Medtem ko posrednik, ki dela na trgu, je pa, tako kot ste že prej povedali, odgovoren za obe stranki, torej za prodajalca in za kupca. Moja dolžnost je tudi v zakonu in piše, da moram torej pogledati tudi, kakšno je dejansko stanje te nepremičnine, da moram opozoriti na vse pravne napake, da moram torej paziti na obe strani, da boste izpolnili svoje obveznosti. Torej, ena, da bo predala nepremičnino, druga pa, da bo dala kupnino in prevzela nepremičnino takšno, kot so se dogovorili. Meni osebno se zdi bistveno bolj varno, če zadeva poteka preko nepremičninskih družb. Ampak stranka mora pogledati, preko koga bo izpeljala, preko kakšnega posrednika, a je to včlanjen v zbornico, a se drži nekih pravil, a ima certifikat zaupanja vredna nepremičninska družba, a ima podpisan kodeks o dobrih poslovnih običajih, a ima neke reference in tak dalje. Na trgu, tako smo se prej pogovarjali, se pojavljajo one bendi, ki jim je interes samo, da speljajo posel, ki jih ne briga, kaj se bo zgodilo kasneje. Ponavadi to niso naši člani. Tudi tu se razlikujemo nepremičninske družbe. Tako da še enkrat, meni osebno se zdi bistveno bolj varno, če se spelje preko nepremičninskega posrednika. In še ena stvar, zdaj ste rekli, da prodajalec je kralj. Res je, prodajalec je kralj, ampak v teh časih prodajalec, če prodaja sam, proda po mojih ocenah med 5 do 10% po nižji vrednosti, kot bi jo prodali mi kot posrednik. Lahko vam iz prve roke povem, da sem jaz dobila konkretno nižje ponudbe od posrednikov. Samo zaradi eksperimenta sem tega naredila. Lokacija je pa vrhunska. Potem pa ste imeli slabega posrednika. Vam ne morem druga reči. Očitno. Pri nas vam povem, da zelo malo nepremičnin prodamo pod tisto oglaševano vrednostjo, ki jo imamo. Če imamo pa več interesentov, pa poskušamo dobiti seveda tudi čim višjo ceno. Se nas je najel prodajalec. Prodajalec vas je najel, zdaj pa kupac tudi ve, da bo plačal 5 do 10% večje, če prodajalec dela preko posrednika. Ne, to je samo v primeru, če je 5-10 strank. Zakaj bi to bilo? To ne razumem. A lahko jaz pokomentiram. Rekla ste, da je trg pač trenutno tak in res je, začeli smo s tem. In res je tudi to, kar pravite, ampak spet to izhaja iz narave nepremičninskega posredovanja. Verjetno je res v tem trenutku za povprečno razgledanega prodajalca včasih vprašanje, zakaj bi sklepal pogodbo z nepremičninskim posrednikom. Povedal sem, zakon o nepremičninskem posredovanju je pretežno namenjen zaščiti interesov kupca in najemnika. Nepremičninska družba mora imeti... Kupec je imel konkretno najetega posrednika. No, ampak pustimo, pri nas sistem spet... Kupec je imel posrednika najet, ampak hkrati je hotel... Ja, ampak še enkrat, pri nas sistem deluje tako, da posrednik mora delati za oba. Se pravi, čisto vseeno je, kdo ga najame, on mora delati v interesu obeh. In v tej situaciji je seveda zakon naravnan pretežno na zaščito interesov kupca, ne? In tudi nepremičninska družba, ki mora imeti obvezno zavarovano poklicno odgovornost za vso škodo, ki nastane. Zelo redko se bo zgodilo, da je škoda nastala prodajalcu. Teoretično ja, ampak ponavadi se škoda zgodi na strani kupca in potem nepremičninska družba iz svoje zavarovalne police oziroma zavarovalnica krije to škodo, če je bila seveda ta posledica strokovne napake nepremičninske družbe. Še eno parabolo sem mislil povleči, ker ste rekla, vse te zadeve izvirajo iz teh problemov in kdo bo nosil stroške. Včasih je bila zelo podobna situacija pri nakupu avtov. Jaz recimo kot kupec niti pogledam ne zasebne ponudbe pri avtih. Ma ni šans, da bi kupil avto od fizične osebe, ker sem izpostavljen kot kupec
tveganjem takim, da ne vem, gledal sem dokumentarc, ki so nekoga zvlekli tja na Gorjance pred leti, prodajalci avta, ne, ki je prišel z denarjem, da bo kupil, ampak vem, da so to zelo ekstremni primeri, ampak želim reči, kupci so tisti, ki so izpostavljeni velikim tveganjem in že pri avtu si jaz ne bi upal zaupati izpeljave posla samemu sebi v povezavi z neko fizično osebo, ker je ne morem preveriti. Ko pa delujem s pravno osebo, z neko agencijo oziroma z neko avtohišo, ki avte prodaja, pa vem, da me zakonodaja ščiti, vem, da imam tam gospodarsko družbo, ki bo do določene mere jamčila za opravljeno storitev, se pa tam ne izpostavi problem provizije oziroma plačila, zato ker je ta skrita v ceni. Je pa jasno, če gremo gledati, da so cene avtov, ki se prodajajo preko avtohiš, kar precej višje. Tam ne govorimo o 3-4%, tam govorimo lahko o 10-15 ali pa 20% višjih cen. Zdaj, jaz nimam pregleda na tem, kako je na trgu, ampak jaz zase osebno vem, da niti prodajal, niti kupoval avta ne bi več fizična oseba. Zasebna ponudba meni pri tem ne pride v poštev. Okay. Zaradi tega, ker ste skeptični, ker ne verjamete, ker je kaj? Zakaj konkretno ne bi mogel od fizične osebe? Ker dvomite, da bi nakazal denar ali kako? Ne, glejte, tveganje je zelo veliko, karkoli se lahko zgodi. Povedal sem vam en primer, ampak so ekstremi. Nekoga pred 20 leti sta dva prodajalca zvlekla v Gorjance, ga ubila in mu pobrala denar, ki ga je prinesel sabo do avtokupu. 20 leti. Ja, no, glejte, mislim, tudi jutri se to lahko zgodi. Dobro, to je res ekstremen primerno. Jaz povem malo še iz prakse, recimo, jaz ne poznam nobenega primera, kjer bi stranke same prodajale, pa kupovale, pa jim je pomagal odvetnik, pa bi prišli do konflikta, pa bi potem odvetnik recimo odgovarjal ali pa pač bil v nekem postopku, medtem ko imamo pa več postopkov, kjer je bil nepremičninski posrednik, pa se je stvar zakomplicirala, pa sta stranke v sporu. Ponavadi se vedno spor osredotoči potem na vrnitev are oziroma na plačilo dvojne are. V moji praksi jaz še nisem imel primera, v glavnem, ko bi nepremičninska agencija odškodninsko odgovarjala oziroma pač preko zavarovalne police. Je teh primerov vedno več v praksi. Včasih teh zavarovanj ni bilo dosti realiziranih, mislim, odškodninskih zahtevkov, zdaj pa jih je vedno več, zato ker se stranke te svoje pravice tudi vedno bolj zavedajo. Lahko sam nekaj, zdaj, ko ste rekel, da dela nepremičninski posrednik v interesu obeh strank, pa fino je, da je včlanjen v zbornico, da ima zavarovano odgovornost in tako dalje. Ne, to zadnje ni fino, to mora imeti. To mora imeti, ja, ampak glede na to, kakšen je sam ta proces pridobivanja stranke s tem izsiljevanjem, kako naj se počuti stranka zaščitena, če je v bistvu nepremičninski posrednik stopil v kontakt z izsiljevanjem, v smislu, če ne boš podpisal, ti ne bomo pripeljali kupca, ki ga imamo za konkretno to stanovanje. Kako je to, a se vam to zdi v redu? Ker tukaj ne govorimo o eni agenciji, tukaj govorimo o vseh agencijah, ki so včlanjene v vašo zbornico. Glejte, to je čisto odvisno od načina pridobivanja strank vsake posamezne nepremičninske družbe. Nepremičninske družbe, kjer je, ne vem, 10-15 posrednikov. Ti posredniki se morajo z nečim preživeti in zato pač kličejo vsako stranko, ki je možno. Pri nas v veliki meri, bom rekel, preko 90% delujemo striktno samo na podlagi tega, da se oglasijo stranke pri nas, na podlagi priporočil, na podlagi že dolgoletnega dela. Praktično delamo že od leta 1991. Je pa tako, kot je pa, ste sami opazili oziroma rekli, velika večina teh posrednikov pač pokliče prodajalca, ki poskuša sam oglaševati, povedati, da ima stranko in da, vkolikor mu boste seveda podpisali neko plačilo za posedovanje, vam bo to stranko pripeljal. To ni, jaz bi rekel, da to ni nobeno izsiljevanje, ampak to je pač neki poskus sklenitve nekega poslovnega razmerja med dvema subjektoma, vi kot fizična oseba, on kot pravna oseba, ampak nas tudi zakon zavezuje, da če želimo dobiti plačilo za posedovanje, da moramo imeti sklenjeno
pogodbo z vami, torej kot prodajalcem. In zato vam potem tudi rečejo, da morate podpisati to pogodbo o posredovanju, če želite, da vam bo pripeljal 1, 2, 3, 5 strank. Druga skrb bolj pri meni je, a vam bo res pripeljal te stranke, o katerih vam govori. Jaz ne upam nikoli nobeni stranki obljubiti, da jih bom pripeljal ne vem koliko kupcev, zato ker je to čisto odvisno od same nepremičnine, od njene, ne vem, od njenih lokacije, cene, od vsega tega. In jaz vam naprej nikakor ne morem reči, jaz vam bom pa pripeljal 50 strank. To je brez veze. Trg bo pokazal, koliko strank vam bo pripeljal. Člani vaše zbornice namreč to počnejo, a ne? Zdaj ne bi rekel, da vsi člani naše zbornice to počnejo. Ne, se ne moramo tega reči. Mi ne počnemo tega, recimo, pa poznam tudi par drugih kolegov, ki so člani, pa tega ne počnejo. Ne? No, jaz imam 20 plus primerov, ki to počnejo, ki so to počeli na meni konkretno, na mojem primeru. Ne? Jaz vam rekel čisto tako, v Ljubljani je to mogoče bistveno drugače, kot je pa pri nas na Štajerskem. V Mariboru ne verjamem, da bo teh pritiskov toliko. Pokličemo, vprašamo, da imamo mogoče, če imamo res takšno stranko, za katero menimo, da bi bila ta nepremičnina primerna, ampak tudi v tem primeru gremo mi najprej kot posrednik pogledati, da vidimo, ali bi to ustrezalo tem pogojem, ki nam jih je dal kupec, da bi kupili oziroma poiskali za njega. Tako da ne vem, kako drugače speljati posel. Branko, vi ste rekel zelo lepo, da je to poskus prodaje oziroma poskus pridobiti stranko, ampak ta poskus pridobiti stranko je za zavajanjem. Če ti trdiš, imam kupca za vaše stanovanje, to je v bistvu zavajanje. Kaj pa, če ga res imam? Ja, dobro, v tem konkretnem mojem primeru je bilo tako, da pač ni bilo temu res, ker so potem tudi preko telefona mi priznala, ker so rekli, imamo več 1000 kupcev v naši bazi, zagotovo bo nekdo izmed teh kupcev potencialnih tudi primeren za vaše stanovanje. Tako so mi potem argumentirali naprej. Mi jih tudi imamo 17,000 recimo v naši bazi. Vsem kupcem, ki so aktivni in pošljemo SMS in pošljemo mail in tak dalje. Ampak še vedno vam jaz ne morem zagarantirati, da pa na podlagi teh kupcev vam bom jaz tega kupca pripeljal. Jaz se lahko potrudim poiskati ali iz te naše baze ali iz kakšne druge baze kupca, pa vam ga pripeljem. Nikakor vam pa ne morem obljubiti, da vam bom z naše baze kar pripeljal kupca. To pa ne. Ok. Boštjan. Ja, jaz bi rad sam to dodal. No, ne moramo a priori reči, da nekdo, ki vas pokliče, da je baraba. Lahko vas pokliče, tako kot je Branko rekel, pokliče, vpraša, ali bi vas kljub temu zanimalo, da ima neko bazo strank ali pa ima zelo konkretno stranko. Čim pridemo na polje zavajanja, pa ni nobene dileme ali pa celo nekega prisiljevanja, pa ni nobene dileme, da je to slaba poslovna praksa. Zdaj, slaba poslovna praksa ni nujno kršitev zakona, ni nujno vezana na prekršek, včasih lahko meji že na to, ne? Mi tega preprečiti ne moremo. Jaz sem še vedno prepričan, da niso daleč od tega, da bi bili vsi člani, jaz bi celo rekel, da poznam kar precej članov, ki se niti približno ne želijo s tem ukvarjati, ker vejo, da če bojo oni malo prestopili črto tega, da bojo nekoga v slabo voljo spravili, so si zapravili stranko, ki bi jo lahko imeli v drugih primerih. Tako da eni se dosledno držijo tega. Recimo imamo celo nepremičninske družbe, ki nočejo skleniti pogodbe o posredovanju stranko, ki že ima z drugo nepremičninsko družbo sklenjeno pogodbo o posredovanju. Pa tudi to ni niti približno prepovedano, ampak eni se držijo tega, ker želijo imeti čiste račune, dobre prijatelje. Res pa je, zavajanje gotovo je slaba poslovna praksa. Laganje, ne vem kakšno prisiljevanje, če bi vas oni morili po telefonu, pa vas 20krat na dan poklicali, glejte, to meni, da nam je jasno, ne, zdrava kmečka pamet pove, da s tem nekaj ni prav. Če pa nekdo samo pokliče na neko številko, ki je bila objavljena, pa reče, lete, ali bi vas zanimalo, in vi rečete, hvala lepa, ne. In če vam reče še to mogoče, ne, če nekdo reče, imam kupca, če ima kupca, potem jaz razumem to tako, da ima z njim sklenjeno pogodbo. Ne, če ima konkretnega kupca. Rečeš, super, odlično, da imate kupca, sem zelo vesela kot prodajalc, da imate kupca, pripeljte ga, potem pa pride ta zapletana. Če boste podpisali pogodbo, sicer pa ne. Ampak spet smo na točki... Ampak zdaj ste pa rekel, da je pravno formalno to potrebno, ne, Branko, ste vi to rekel? Žal, da je pač to potrebno. Ne, Branko je rekel, da je pravno formalno to potrebno, če želiš njemu izstaviti račun, ne, sam to je. Ni pa pravno formalno ni potrebno, če ima nepremičninska družba pogodbo s kupcem, je enako dolžna delati tudi v interesu prodajalca, ker to zakon od nje zahteva.
Ja, in zdaj situacija na trgu je taka, prej smo rekli, prodajalec je bog, trenutno je kralj, zato ker je pač ponudba tako majhna, pa povpraševanje tako veliko in prodajalec bo vedno lahko rekel, če mu nepremičninski posrednik ga kliče, bluzi s tem, da ima kupca in da če ne bo tega kupca prodajalec izkoristil, ne bo drugega dobil. Prodajalec mora vedeti, da je trenutno stanje na trgu tako, da bo tisto stanovanje prodal, mislim, da ne rabi tistega posrednika najverjetneje, razen če gre za neko zapleten posel, pa neko nepremičnino na lokaciji, ki ni zanimiva. Stanovanja v Ljubljani so zelo likvidno blago, no, to res ni treba biti atomski fizik, da to veš. Tako da prodajalec v taki situaciji mora preprosto reči, lejte, hvala lepa, jaz sem prodajalec, jaz sem v trenutnih tržnih razmerah kralj, jaz postavljam pogoje in posredniku in kupcu in vi meni ne boste govorili, s kom bom jaz sklenil pogodbo, s kom je ne bom. Če bi bil jaz prodajalec in jaz ne bi želel delati s posredniki, bi se jaz tako lotil zadeve. A lahko mogoče se samo še dotaknemo te omejitve provizije na 4% oziroma od 2019 ta omejitev ne velja več? Se pravi, zdaj bi lahko posrednik zaračunal kaj? 6-7%, če bi ocenil? Omejitev ne velja več v večini primerov od 25. ali 27. oktobra 2023. Takrat je Ustavno sodišče objavilo svojo odločitev. Mi smo bili tisti, ki smo v letu 2019 dali pobudo za presojo ustavnosti oziroma nepremičninske družbe, ki so se združile pod našim okriljem, da smo to pripravili. Teoretično bi lahko zaračunal 99%, tako kot bi lahko odvetnik zaračunal 99% teoretično, ampak je seveda to odvisno od dogovora s stranko. Ko vi rečete, lahko bi zaračunal, ja, če stranka podpiše pogodbo o posredovanju, da bo plačala 99% plačila za posredovanje, potem lahko. Ampak take stranke jaz ne poznam. Ne? Tako da mi smo že takrat, so nekateri novinarji približno tako, kot ste vi zdaj poenostavili, pa so rekli, aha, se pravi, zdaj pa nepremičninska družba lahko zaračuna 10%. Ja, teoretično lahko, ampak v konkretnih primerih stranka ne bo pristala na to, da bi plačala 10%. Verjetno bojo plačila za posredovanje oziroma provizije ostale pri 4% približno. Je pa res, da zdaj to dejstvo, da teh omejitev v večini primerov ni več, pomeni, da bojo lahko začele nepremičninske družbe konkurirati med sabo tudi s kakovostjo storitev. Ker do zdaj, glede na to, da je bilo plačilo za posredovanje zakonsko omejeno, zadnja država v Evropi smo bili, ker je bilo to tako, so nepremičninske družbe rekle, zakaj bi tekmovali med sabo, vse itak več kot toliko ne moramo zaračunati. Nekateri so celo rekli stranki, a lejte, se v zakonu piše 4%, ne, tako da 4% vam bomo zaračunali. Zdaj se mi zdi, da se malo trg odpira in prav je tako. Ne. Že prej so pa lahko zaračunavali tudi manj, če so se tako dogovorili. Ja, recimo, jaz sem dobila en message od enega nepremičninske agencije, oni tudi poklicalni so, oni so pač rekli, bomo sam message poslali, neverjetno, ker pač mogoče se celo kdo odloči za to. Ja, oni so rekli, da pa bi pa provizija znašala 0,5% za izvedbo transakcije. A ne, vsi drugi so pa rekli 2%. Glejte, zdaj ta provizija, ne, to je, za nas je to plačilo za posredovanje, ker provizija zveni kot nekaj zelo negativnega, nekaj slabšega, ker pač moraš plačati to provizijo za nekaj, kar ti pač nekdo izstavi. Naše plačilo za posredovanje je absolutno kot neko plačilo za našo storitev. Seveda, tako kot ste rekli, lahko plača 0,5%, če mu ta zadeva pokrije te stroške, lahko pa plača 10%. Zdaj, ko imamo trg prodajalcev, takrat seveda vsi temeljijo, da je to plačilo čim nižje, se ne pogajajo o tem, da ti bi plačali kaj več in tako dalje. V preteklosti smo imeli trg kupcev, kjer je bilo ravno obratno. Ogromno nepremičnin, pa zelo malo kupcev. Velikokrat so prišli kakšni prodajalci in so rekli, ja, mi vam plačamo več, samo dajte nam prodati. Samo dajte nam prodati, ker se nam mudi. Več kot 4%. Pa smo rekli, žal, več kot 4% ne smemo zaračunati, ker je zakonsko omejeno. Zdaj tega ni več, lahko sprejmemo več. Zdaj je pač trg prodajalcev, ker se bojijo, da bo to plačilo za posredovanje treba plačati čim manj, ker vejo tako ali tako, da bomo načeloma, če je nepremičnina kolikor toliko normalna, torej
tako kot sem že prej omenil, se bo dala prodati. Ko bo pa prišel spet trg, se vemo, da vedno to niha, ko bo pa prišel trg, torej, kjer bo ponudba bistveno manjša in bo prodajalcev veliko, kupcev pa malo, takrat se bo pa spet spremenilo. Ne? Takrat bo pa spet trg določal tisto, kakšno bo plačilo za posedovanje. Marsikdo komaj čaka, da se to zgodi, glede na cene, ki so res porasle do takih norih številk, da si marsikdo sploh ne more privoščiti stanovanja danes. Pa vi mislite, da bodo cene potem kar padle? Zakaj? Ne, ojoj. Verjemite mi, da ne bodo. To ni tako kot Bitcoin. Ne, absolutno ne. Ne morejo. Ne? Če narašča delo, če narašča material, če narašča vse ostalo, ne more cena nepremičnine pa past. Ne gre skupaj. Ne, v tem trenutku ne. Lahko pa se zgodi korekcija na trgu. To pa ne morete reči, da bo pa zdaj samo rastalo. To ne govorimo o tem, da bo samo rastlo. Ja. Vsi pričakujejo, da bo ful padlo. Ne, kdo je rekel ful? Bog pomagi, ne. Jaz sem rekel, da kupci si težko privoščijo te cene nepremičnin, ki so pa res na visoko rekordnih ravneh. Nihče pa ne pričakuje, da bo cena nepremičnin ful upadla, ker to smo tudi videli od leta 2008 do 2015, je lepo počas upadala za 30%, je potem bila tista končna razlika. Lejte, ampak samo še ena stvar je. Vsi se pogovarjate vedno samo o cenah v Ljubljani. Da. Zaradi tega, ker je Ljubljana je motor nepremičninskega trga. Ne, Ljubljana ni Slovenija. Poznamo tudi druge dele, Prekmurje, kjer so cene še niže kot Mariboru. Koroška, kjer so še niže. Maribor, kjer so bistveno niže od Ljubljane. Tako da ni vse Ljubljana, pa to še Ljubljana center. Žal ne. Ja, sam glede na to, koliko je prometa tukaj v Ljubljani, lahko rečemo, da je Ljubljana nepremičninski motor oziroma motor nepremičninskega trga. To pa se lahko strinjava s tem. Največ transakcij je tukaj upravljenih, kogarkoli po črto pogledava. Lahko še jaz malo to pokomentiram, ker se pogosto se poenostavlja to glede cen nepremičnin, pa ste rekla, marsikdo si želi, da bi cene padle. Ve se, kdo je ta marsikdo. Tisti, ki bi rad nepremičnino kupil. Ne, tisti, ki bi rad nepremičnino kupil. Tisti, ki nepremičnino prodaja, jaz ga ne poznam takega, ki bi želel, da cene padejo. Da bi padlo. Tudi jaz kot prodajalec si tega ne želim. No, in imamo potem ene, ki so vmes, ki hkrati prodajajo nepremičnino in kupujejo drugo. Tistim je recimo skoraj vseeno, ker se jim nekje zadeva izravna. Tako da jaz pravim, glede na to, da imamo v Sloveniji več kot 90% lastnikov nepremičnin, v katerih živijo, bi jaz rekel, da velika večina ljudi si ne želi, da bi cene nepremičnin padle. Zdaj pa tisto, kar ste rekla še, da si kupci ne morejo privoščiti nepremičnin, vemo, da imamo odprt evropski trg, če pride lahko en Anglež sem ali pa Nemec s plačo, ki je 5-kratnik, njega ne briga, kaj si lahko slovenski kupec nepremičnine privošči. Zakaj bi se on sekiral za slovenskega kupca nepremičnin? On bo prišel in bo kupil nepremičnino v skladu s svojo kupno močjo. In bo rekel, hvala lepa, da so te nepremičnine pri vas tako poceni. Preveč čustveno gledamo na te zadeve. Čustveno, nepremičnine so vedno čustvene, to je kupuješ dom, ne? Tako da ja, Primož, mogoče še tvoj pogled. V bistvu ste zdaj zavili na eno drugo področje, kot odvetnik nima veliko za početi tam, ne? Ampak nastanejo pa tudi stroški z odvetnikom. No, na ta del sem prej že študiral, da bi se vklopil. Zagotovo pa ni slabo, no, če ena ali druga stranka vseeno ima svojega odvetnika. Konec koncev je ta odnos z odvetnikom je zelo oseben, v glavnem gre za neko zaupanje, ponovadi v glavnem ga najameš za konkretno zadevo in v glavnem ni nič narobe, v glavnem, če se v poslu, kjer sodeluje posrednik, tudi vključi še kak odvetnik, v glavnem, ki potem mogoče malo bolj raztolmači pravice, obveznosti, sodeluje v postopku, sodeluje pri pripravi pogodb in pa razlagi vseh pravil. Kako pa recimo to stane, glede na to, da so provizije so znane, oziroma zdaj niso več, glede na to, da ni omejitve, ampak še vedno vsi računajo 2+2. Kako pa je pri odvetniku? Kako recimo stane to? Ja, zdaj, kar se odvetniške tarife tiče, je tudi določena glede na vrednost nepremičnine, ne. Je pa res, da je mogoče pri nepremičninah na odvetniškem področju ena taka specifika, da v glavnem so vrednosti tako visoke, v glavnem, da je tudi vprašanje, v glavnem, če lahko odvetniki za konkreten posel zaračunajo take zneske. Spet razlika, kot sta kolega omenila, v Ljubljani in pa izven Ljubljane, no. Tako da, ampak to je vedno stvar dogovora, no, in zdaj vsaj v naši pisarni je
tak, da se te stvari vnaprej dogovorijo in pomenijo in v glavnem, da se tudi ve, kak angažma bo na moji strani, ali bom sam spremljal postopek, v glavnem, ali bom tudi potem pogodbo pripravil, ali v glavnem bom recimo potem tudi sodeloval v nadaljevanju, kar se tiče pošiljanja dokumentov na davčno upravo, potem recimo tudi vodenje strank, kar se tiče aktivnosti pri notarju, mogoče tudi kakšna predznamba, zaznamba vrstnega reda ali pa kaj takega, ali pa mogoče celo v glavnem sodelovanje v postopku pridobivanja kredita oziroma potem sklepanje kreditne pogodbe. Ne. Tako da tu je v bistvu kar veliko nekih teh storitev, v glavnem, ko je potem stvar dogovora s stranko, a se jaz kot odvetnik vključim v to zadevo, ali bo to sama uredila, ali bo to posrednik uredil, ali na kak način. A vi tudi preverjate dejansko stanje nepremičnine kot odvetnik? Ja, zdaj dejansko stanje, če imate to v mislih, stanje nepremičnine, kaj se, ne vem, koliko so strojne inštalacije v dobrem stanju, ali pa to ne, pravno stanje gledamo mi, ne. Zaradi zemljiška knjiga, vpis v kataster, energetske izkaznice, uporabna gradbena dovoljenja, služnosti, recimo, kot sem jih prej omenil, obremenitve, recimo, ne, ali služnostmi, ali mislim z hipotekami, ali pa s kakimi preužitki, ali pa kaj takega. To je naloga odvetnika, ne. Ne, zato je Branko to omenil na začetku, da nepremičninski posrednik dejansko pogleda dejansko stanje nepremičnine. Jaz še nisem videl posrednika, ko bi lezel na streho, pa bi v glavnem ugotavljal, ali streha pušča, ali je v glavnem še v dobrem stanju, ne. Ali pa da so inštalacije v 100% delovanju, ali pa v glavnem pač katera pušča, ali pa kaj takega, ne. To še pa tudi nisem videl, ne. Niste videli mogoče, da lazimo po strehah, to je res ne, zato ker nismo gradbinci, da bi pregledali z gradbenega stališča, ampak dejansko stanje ne pomeni samo to, da pogledaš od zunaj nepremičnino ali pa preko Google zemljevida, pa vidiš, kje ta hiša stoji in kakšna je ta hiša. Od nas, posrednikov, se vedno zahteva, da opravimo temeljit pregled, kar je navzven vidnega glede nepremičnine. In to je preverjanje dejanskega stanja. Mi ne gremo meriti, ali je soba 4x5 ali 4x5,5 kvadratnega metra. Ampak zato je GURS in zato so ti javni podatki, ki so opisani. Preverimo pa dejansko stanje, kakšnem stanju je ta nepremičnina. Ali je v slabem, da pogledaš, da vidiš, ali je vlaga, ali ni vlaga, ali ne vem, je parket, ki odpada, se dviguje, ne vem, ogromno teh zadev se pogleda na sami nepremičnini. Jaz ne jamčim za te zadeve, za te jamči prodajalec. Prodajalec pa mora meni razkriti vse te stvari, ki jih jaz potem dalje posredujem potem tudi kupcu. Tako da velikokrat pride ravno v teh zadevah, ja, posrednik je rekel to, posrednik je rekel ono. Pa saj verjetno kot kupec vidi, da je vlaga v stanovanju, pa da je parket uničen. Seveda vidi, ampak tudi jaz to moram prej videti, preden mu povem, oziroma preden dam dalje v posredovanje to nepremičnino. Jaz moram vedeti, kaj bom prodajal. Ne bi sicer komentiral vlage v stanovanju, ker je to zelo težko opaziti včasih, ne, če se pobeli, bi bilo treba meriti vlago v stenah, tega se ne pričakuje od nepremičninskega posrednika, ampak pogosto pride do napak, ki jih seveda tudi kupec opazi lahko, ampak on bo še vedno potem lahko to uveljavljal od nepremičninskega posrednika, če gre za tako napako, za katero sodna praksa smatra, da bi jo tudi nepremičninski posrednik moral opaziti, pa je ni opazil. Zdaj, kakšne so lahko te napake v dejanskem stanju? Vam bom iz sodne prakse povedal, ker to kar študiramo. Bile so recimo na plazovitem območju razpoke na hiši, tega odvetnik in notar seveda ne more videti. Posrednik je to videl in v konkretnem primeru, ki je na višjem sodišču prestal, je nepremičninska družba morala odgovarjati svoje zavarovalne police, zato ker je nepremičninski posrednik takrat stranki rekel, ja veste, ta razpoka je čisto običajna, hiše, ki so toliko stare, je normalno, da so razpokane. In potem se je ugotovilo, da je stavba na plazovitem območju in sodišče je reklo, lejte, vi kot nepremičninski posrednik niste strokovnjak za statiko, ampak bi morali stranki povedati, da vi ne morete vedeti, zakaj je tista razpoka tam in jo usmeriti na strokovnjaka, ki bi lahko tam izmeril, ali območje plazi ali ne. In ker nepremičninski posrednik v konkretnem primeru tega ni storil, ne, in je stranko zavajal, je bil seveda odgovoren za škodo, ki je bila s tem povzročena. Odvetnik ali notar tega ne morta in zakon tega ne zahteva od njiju. Teoretično bi se lahko odvetnik zavezal, da bo šel tudi na ogled nepremičnine, ne? Ampak nepremičninski posrednik že skozi licenco razpolaga tudi z določenimi znanji, ki se tega tičejo. Potem še ena običajna stvar, recimo,
Še ena običajna stvar, ki spada recimo pod dejansko stanje, je skladnost z gradbenim dovoljenjem. Odvetnik je rekel, se pogleda gradbeno uporabno. Res je, ampak posrednik je zavezan po zakonu, da gre na ogled nepremičnine. On lahko tudi opazi, če je recimo tam narejen nek prizidek, ne, ali pa fračada, ki je mogoče niti ni videti na tlorisu iz tistih ortofoto posnetkov. Nepremičninski posrednik bo to opazil, bo rekel, čakajte, tukaj imate v gradbenem dovoljenju, tega nimate. Zdaj ta stavba ni skladna z gradbenim dovoljenjem. Lahko ima stavba gradbeno in uporabno dovoljenje, pa je bilo potem nekaj dozidano, ne, kar se vidi šele na terenu. Nepremičninski posrednik bo to videl, ker je to dejansko stanje nepremičnine in bo na to dolžan opozoriti. Če na to ne bo opozoril, bo odgovarjal skozi tisto, kar sem prej rekel, ker je dolžan odgovarjati kupcu, ne, prodajalcu ne, ker prodajalec je za to vedel, kupcu bo odgovarjal, da ga ni opozoril na to napako. In to se dogaja v praksi, to ni neobičajno. Ja, ravno to, no. Tega jaz mislim, da je v praksi zelo malo, no. Zato, ker sporo je veliko med strankami. Veliko je v glavnem napak, v glavnem, ki se ugotovijo kasneje, ne. Ampak v glavnem stranke ne uveljavljajo odškodninske odgovornosti zoper posrednike, ker je težko je dokazati, ne. V glavnem, tako ste prej rekli, a je imel on nalogo, a je on strokovnjak, da je šel plazovito področje preverjati ali pa v glavnem obveščati. Medtem ko v glavnem nasproti druge stranke, ne, se pravi kupec proti prodajalcu, oni so potem v postopku, ne? In jaz pa vsem mislim, da je velikrat ali pa celo največkrat problem spora med kupcem pa prodajalcem ravno če uporabim kar izraz, v malomarnem delu posrednika, ne? In to, tako ste prej rekli, oba dva rekla, ne, imajo naloge, ne, ampak v glavnem mislim, da jih premalkrat v celoti izvedejo tako, kot bi jih mogli, no. A je bila kakšna licenca kdaj odvzeta nepremičninskim posrednikom? Ne, licenca ni bila še nobena odvzeta, mi sicer nimamo nič s tem, to dela ministrstvo, ampak oni so si v zakonu tako zakomplicirali postopek, da ga niso še izpeljali do konca, nameravali so to zadevo v zakonu olajšati, pa do zdaj te spremembe ni bilo. Če pokomentiram še samo ta del, vedno več je takih primerov, zato ker se stranke vedno bolj zavedajo svojih pravic in odgovornosti nepremičninskih družb, pa vedno več je tudi sodne prakse, kjer sodišča izpilijo zdaj že točno, kaj je vsebina odgovornosti nepremičninske družbe. Tako kot sem rekel, tisti primer plazovitega območja in razpok, seveda ni posrednik tisti, ki bo šel meriti, kako zelo območje plazi, ampak če razpoko opazi, mora na njo opozoriti in mora svetovati tudi, da se najame nekega strokovnjaka, ki bo ugotovil, kaj je vzrok za to razpoko. In sodna praksa bo te luknje vedno bolj polna in vedno bolj jasne so razmere, tako da pa še nekaj, ne, zdaj, če vemo, da je vedno več sporov med prodajalci in kupci, ne vem, če vemo, če so vsi tisti spori v primerih, ko je posrednik vmes. Jaz mislim, da je ogromno sporov, tudi takrat, ko posrednika sploh ni, jaz bi celo si upal trditi, da jih je še bistveno več, pa za nje ne vemo, ne, ker se stranke pač ne vejo, na koga se obrniti in na koncu včasih se pod nosom obrišejo za to. Ker treba se je pa zavedati od prodajalca, enkrat, ko on, če se grdo izrazim, pobaše denar in gre, bomo zelo, zelo težko uveljavljali odgovornost. Ne? Razen, če ima kakšno drugo nepremičnino, pa se bomo usedli na njo. Jamčevalni zahtevki veljajo. Je pa res, da so pač stroga pravila, v glavnem, kako se uveljavljajo, ne? Da je to pravočasno in potem v glavnem na ustrezen način. Ne, govorim o drugi zadevi. Govorim, če prodajalec premoženja sploh še ima. Če je on kupnino pobral, pa jo porabil za nekaj tretjega, pa nima druge nepremičnine, recimo se lahko pod nosom obrišemo, tudi če smo upravičeni. Če mu ne bo kaj vzeti, mu ne bo kaj vzeti. Medtem ko nepremičninska družba ima vedno za sabo... Nepremičninska družba ima vedno za sabo zavarovalno polico, odgovornost zavarovalnice, svojo odgovornost, ne nazadnje, ne, tako da po mojem, ne bom trdil 100%, ampak po mojem je položaj stranke, ki je oškodovana v takem postopku, bistveno boljši. Se verjetno v tem primeru lahko zahtevaš odgovornost od odvetnika, ki je pogledal pogodbo, in od notarja, ki je v bistvu to potrdil. Se verjetno bo odvetnik pravno stanje dobro izpeljal. Tukaj jaz ne dvomim, da ga ne bi izpeljal. Ampak spori prihajajo zaradi dejanskega stanja. To, kar je Boštjan prej povedal.
No, a se lahko mogoče še pri tem dejanskem stanju mogoče ustavimo pa na hitrco? Zdaj prihaja ta obletnica teh katastrofalnih poplav, ne? Zdaj, a tukaj so nepremičninski posredniki povedali recimo tem strankam, ki so kupovali na teh območjih, da gre za poplavno območje in da lahko zdaj te stranke, ki so kupovali te nepremičnine na teh poplavnih območjih, ki so bile uničene stanovanja, zahtevajo odškodninsko odgovornost, ker niso bile ustrezno informirane od strani nepremičninskih posrednikov, ki so dolžni stranko obvestiti o vseh teh stanjih. Zdaj, če lahko mogoče samo to, na primer. Jaz ne morem zdaj čez palce reči, ali so ali niso. To je verjetno od konkretnega primera odvisno. V mnogih primerih verjamem, da so. Jaz imam celo primere iz Ljubljane, ko je nepremičninska družba stranko opozorila, da je stavba potresno ogrožena, da se lahko v primeru potresa podre, pa je kupec rekel, saj me ne zanima, ne, v bistvu. Prihajamo do tega, da dokler ljudje ne dobijo neke izkušnje take, kot je bil recimo potres v Zagrebu zdaj ali pa poplave pri nas, da se sploh ne zavedajo tega, tudi če nepremičninska družba opozori na to. Zdaj, kako daleč gre ta pojasnilna dolžnost, tudi nepremičninske družbe se pogosto niso zavedali. Te poplave so tudi marsikatero nepremičninsko družbo malo postavile na realna tla, da je treba pogledati te stvari. Res pa je, da pogosto tudi poplavne karte v teh primerih niso bile take, kot so se zdaj pokazale pri poplavah. Tako da na konkretnem primeru je treba ugotavljati, če je šlo za stavbo, ki je bila res na poplavnem območju, takem, ki poplavi mogoče na 5 let, ne, potem, če nepremičninska družba tam ni stranke opozorila na to, da je nekaj narobe, bi skoraj sigurno lahko kupec dobil odškodnino v takem primeru. Ne? Ampak spet, se pravi, je na mestu na svet ljudem, če niste bili ustrezno informirani v primeru potresa ali pa poplave strani nepremičninskega posrednika, zahtevajte odškodninsko odgovornost od nepremičninske agencije. Mislim, ali je na mestu na svetu? Ja. Ena izmed predpostavk odškodninske odgovornosti je protipravno ravnanje. Ne? In tu bo stranka težko dokazala agentu, v glavnem, da je bilo pač njegovo ravnanje protipravno. Ne? In zdaj, če tega ni, v glavnem, seveda škoda je nastala, tam so izpolnjene neki pogoji, ampak v glavnem, protipravnost bo težko dokazati v teh primerih. Ne? Glejte, iz prakse vam lahko povem, da v preteklosti so si ljudje želeli hiške zraven potoka, hiške zraven neke vodice in tak dalje. Zdaj se to čisto obrnilo, samo stran od tega. Ampak pred 10 leti so pa želeli take nepremičnine. Protipravno ravnanje je že to, če nepremičninska družba ravna v nasprotju z izrecnimi določbami zakona o nepremičninskem posredovanju. Če krši zakon o nepremičninskem posredovanju, ki od nje zahteva, da mora določene stvari preveriti in na to stranko opozoriti, je to protipravno ravnanje. Tukaj imamo sodne prakse ogromno v zadnjih letih. Mislim, ogromno. Ajde, kolikor je lahko ogromno v sistemu, kot je Slovenija, ki je majhna država. Se strinjam na teoretični ravni, v praksi bo pa to težko dokazati. Ker bo agent povedal, da je izpolnil tisti svoj minimum dolžnostnega ravnanja in v glavnem bo težko tukaj v glavnem stranka uveljavljala odškodninsko odgovornost. Odločitve sodišč. Pogovarjamo se mi. Zdi se mi, da se zdaj pogovarjamo o tem, Pardon, Boštjan, povej. Pravim, da odločitve sodišč govorijo nasprotno, ne, da imamo kar nekaj primerov, ko so nepremičninske družbe bile dolžne plačati odškodnino. Zdaj, koliko je to zahtevno, je pa stvar ocene posameznika. V konkretnem primeru, tako je. Res pa je, da zdaj se ves čas pogovarjamo o tem, kako posredniki ne obveščajo, kako izsiljujejo, torej so prikazani več ali manj se mi zdi v tisti slabi luči. Jaz vam pa lahko povem čisto tako, da naše stranke so zelo, zelo zadovoljne, tudi z kolegi, ki jih poznam tukaj v Mariboru, bi lahko rekel, da tudi zelo podobno so vesele, nas priporočajo dalje in seveda to je tisto glavno, na podlagi česar tudi mi dobivamo nove stranke, nove prodajalce in pa seveda nove kupce. In ne govoriti, res je, da so pač nekateri, mogoče posamezniki, mogoče naredijo kakšno napako ali karkoli, ampak jaz mislim, da vseeno je veliko manj težav, če sodeluje pri poslu posrednik, kot pa če posrednika ni.
tudi že iz tega, kar smo prej rekli, posrednik ima zavarovano odškodninsko odgovornost, če bo naredil napako, če bo se mu dokazalo, da je res naredil napako, bo seveda tudi zavarovalnica plačala to škodo, ki jo povzroča. In tukaj jaz mislim, da je en izmed ključnih elementov, kjer sta zavarovana tako prodajalec in kot kupec, če sodelujeta s posrednikom. Ja, Boštjan, s tem se zagotovo strinjam. No. Sigurno je velika večina posrednikov, v glavnem poštenih, strokovnih ljudi, seveda se pa tu pa tam najde kdo, ki je pač mogoče malo površen, prehiter, malomaren ali kakorkoli, v glavnem takrat pač prije potem do teh primerov. Dejstvo pa je sigurno, glede na količino pravnih poslov, ki se jih sklene z nepremičninami, je težav še vedno zelo malo, no, na koncu. Tako je. Mogoče še zaključne besede od Boštjana. Ma ne, zaključna beseda lahko je tista, ki je bila začetna. Ne, da v bistvu povsem razumem te tenzije, do katerih prihaja na trgu, ne, kjer se v bistvu prodajalec pa kupec želita vsak svoje strani izogniti plačilu neke storitve, ki je bila opravljena. Prodajalca razumem v tem smislu, da je pač trenutno trg tak, da ni velike težave, vsaj v Ljubljani, pa v Kopru, pa na Bledu prodati stanovanja in se njemu zdi, da je v bistvu ta storitev njemu, bom rekel, previsoko zaračunana. Kupec pa si po drugi strani misli, čeprav se zaveda, da je storitev v bistvu večinoma namenjena njemu, si misli, jaz nisem pogodbe sklenil in jaz tega ne bom plačal. Ne? Tako da iz tega izvirajo te tenzije in zdaj, če nepremičninska družba se obnaša, bom rekel, čudno in eno ali drugo stranko zavaja in jih sili v podpis pogodbe, je situacija samo še slabša. Zato si mi prizadevamo res, da do tega ne bi prihajalo in da bi bile te zadeve čim bolj transparentne. In moram dodati, transparentne so bile takrat, ko se je lahko plačilo za posredovanje razdelilo, zato ker je bilo to znano naprej, stranke so se dogovorile, da si bojo razdelile plačilo za posredovanje in težav ni bilo. Zdaj pa potem od leta 2019, ko to ni več možno, so se nekatere nepremičninske družbe začele posluževati zelo čudnih načinov, da pridejo do tega plačila za posredovanje in imamo potem kaos, kot je prej Branko rekel, je situacija bistveno manj transparentna za stranke, in imajo mogoče večje težave potem z razumevanjem tega. Ja, mogoče za tega, ker smo tudi mi kot potrošniki cenovno mogoče občutljivi, potem pa greš malce preračunati, kolikšen absoluten znesek je to, recimo, če preračunaš na 500.000, je to 20.000, ne, tako da to je kar ena taka velika številka, to je že nov avto, ne? To je res, ampak je tam tudi odgovornost ta, o kateri smo govorili, pač zneskovno višja, ampak še nečesa se moramo zavedati. Vse pri Slovencih ni problem samo višina zneska. Lejte, pri nas je tako, da mi vse znamo sami najboljš, vse bi najreč sami delali, dimnikarjev ne rabimo, zato ker bomo sami delali, frizerjev ne rabimo, zato ker bomo sami delali, upravnik, ki mu plačamo lahko, ne vem, 5 evrov na stanovanje ali pa 10, ga ne rabimo, zato ker vse to znamo sami. In to je malo bolezni tega naroda, pa ne samo tega, mogoče celotnega vzhodnega bloka nekdanjega, da znamo vse sami in vse bi radi v lastni režiji delali in strokovnjakov ne rabimo. In pri takih zneskih je seveda ta zadeva še toliko bolj izražena. Ja, se strinjam. Najlepša hvala za res odlično debato. Hvala za vabilo. Ja, tako, prišli smo do konca te epizode, na momente je bilo malce razgreto, marsikdo se bo tudi mogoče vtaknil v nekatere zadeve, ki so bile izgovorjene, mogoče v tistem delu, da 90% nekako lastnikov stanovanj si ne želi, da bi se cene stanovanj znižale, da se to želijo seveda samo pač nekako kupci, kar je seveda povsem logično. Ja, potem tudi sama ta proces same prodaje. Skratka, mislim, da je bila kar zanimiva diskusija. Vabim vas še enkrat, da nam pošljete svoje komentarje, odzive, izkušnje, karkoli, na katerem koli družbenem omrežju. Vse posod sem prisotna, lahko mi pošljete tudi mail na marja@mani-how.si. Toliko za enkrat z moje strani. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!